Lepo pozdravljeni. Tema meseca je ljubezen. Ljubezen je edina energija, s katero lahko vse rešujemo, vse popravimo in tudi edina energija, s katero res srečno zaživimo. Zato je izjemno pomembna tema. Upam, da vam bom skozi tale video dala ena izhodišče oziroma ne samo za razmišljanje, tudi za delovanje, ampak za začetek bi vas prosila par stvari, da kakršnokoli vprašanje postavim, da mi napišete v komentar, kakšna je vaša misel, ideja in pa nekatere ideje, ki jih imam glede tematskih videov. Mogoče je fajn, če mi javite, če bi vas to zanimalo izven meseca, tematike meseca, kajti ene stvari so meni zelo zanimive, ampak če ni velikega zanimanja, pa mogoče se da počakati. V glavnem, najprej ena zgodba, s katero sem razburila, pač na Facebooku hitro razburiš ljudi, o čisti ljubezni. Sama sem v bistvu se v duhovnost, duhovnost, meni je to življenje, ampak bolj o tem aspektu, psihičnem, duhovnem, višjem smislu, sem skozi knjigo Ljubezen in duhovna rast, kjer je nekako ljubezen bila definirana kot brezpogojna. Pa je mogoče fajn, da definiramo že kar zdaj, da ljubezen ni pogojna v nobenem smislu, kajti če je pogojena, potem to ni ljubezen kot čustvo. V slovenščini je mogoče to včasih težje razložiti, ker imamo manjši besedni zaklad, premalo se o čustvih pogovarjamo, še manj jih izražamo, doživljamo jih tako kot vsi ljudje, ampak jih to nekje navznoter, skrivaj, skrito, kajti to je za slabiče po mindsetu Slovenije. Čustva so za pofurati in tudi jih ne cenimo ne pri sebi, ne pri drugih. Za dobre ljudi mislijo večina ljudi, da so neumni, prijazni ljudje so budale in tako potem ustvarjamo družbo z enimi takimi vrednotami. No in ena misel, ki je razburila precej Facebook prijateljic oziroma tisti, ki so to opazili, moški seveda so bili za. Namreč ideja ali pa misel, da čista ljubezen ali pa ljubezen se odraža tudi v tem, da ljubica spusti partnerja nazaj k ženi iz čiste ljubezni. In to so bile potem, to me zanima, kaj vi mislite na to temo, če je recimo se zgodi, da ljubica postane temu moškemu, se zaljubi v njega, ga ima neskončno rada in iz te ljubezni, čiste ljubezni, brezpogojne v smislu, ne želi ga zase, ne želi ga ugrabiti, ampak razume, da je ljubica, da je on prišel do nje, da pozdravi svoje srčne rane in da se vrne ženi z čistim, iskrenim namenom, da nadaljuje z njo življenje. Iz vidika ljubezni, čiste ljubezni, ima ljubica to možnost, seveda moralne vrednote, moralni sistem se potem tukaj vžge, ampak če so to dušne energije, z mojega vidika se to zgodi dostikrat. Pri tem seveda pomembno, da je ljubezen dana iz čistim srcem, s čisto dušo, altruistično in da človek, ki doživlja ljubezen, ga s tem ljubezen izpolnjuje in ne rabi realizacije potem na dolgi rok, ne rabi prikleniti, ne rabi se poročiti, ne rabi omrežiti tistega, ki je predmet ljubezni. Tako da zanima me to, kaj imate mnenje na to temo, kakršnokoli, ne me žaliti, ker to ni iz praktičnih, to je razmišljanje iz mojih zgodb iz linije. Veliko tega zvem in veliko je lepih zgodb, ki se končajo mogoče na videzno čist brezvezen način, ampak se doživijo zelo močno v energijah duše. No, zdaj me pa to drugo zanima, me pa tudi, ali bi vas zanimal video oziroma tematika na 7 mojstrov žarkov, kajti številni terapevti, tudi učitelji, vsi, ki pomagamo ljudem na en način, smo drugi žarek ljubezen. In drugi žarek ljubezen je potem, ko spoznaš, da je ljubezen, ki jo ti nosiš kot dušni žarek, kot večna prisotnost tvoje duše, da je v bistvu namen ta, da daješ ljubezen, brez da pričakuješ nazaj karkoli, daješ jo
strankam predajaš skozi srce, to ne pomeni, da je to nočna aktivnost, tisto je druga sfera, to je Venerin drugi vidik, ampak da drugi žarek, ljubezen, da predaja učenje, nasvete, karkoli skozi srčno energijo ljubezni, to so številni učitelji, številni terapeuti, ko te vodi, ko si vedno, ne glede na to, kako si sam osebno v svoji koži, ko pride človek, ko potrebuje tvojo pomoč ali nasvet ali karkoli, se v tebi odpre rezerva energije, ena ljubezen, ki steče in želi pomagati človeku, brez da je potem nazaj, ne vem, zahvala karkoli hudega, ne vem, čaščenje in podobno, ali v ljubezni tudi v prijateljskih vezah ali kakorkoli, da si predan ljubezni, to je drugi žarek in se celo življenje učimo, da ob tem, ko dajemo ljubezen navzven, da jo ne pozabimo dajati sebi in da imamo čas zase in to je naša lekcija. Recimo vsak žarek, tako prvi žarek moč, ima svojo lekcijo, tretji žarek, ki je vladar tega leta, je žarek aktivna inteligenca, potem žarek harmonija, žarek aktivno znanje, potem žarek predanost in pa red in rituali. To je 7 najmočnejših energijskih vplivov, ki jih vsi nosimo in vsak je dušni žarek za eno življenje, samo en žarek dušni. Tako da to, če vas zanima, imamo to storitev, ampak v vsakem primeru me zanima, zapišite prosim komentar. Če vas ta tematika zanima, jo z veseljem posnamem, z veseljem razgradim, kajti to je meni veliko veselje, ampak običajno ni takšnega zanimanja kot za te splošne teme. Pri nas imamo namreč tudi energijski nakit, ki nosi to podporno energijo vseh 7 žarkov, to je energijski prsten. Pa za ljubezen je drugi žarek, ljubezen torej, je obesek, ki podpira samo ta žarek, idealen je za učitelje, idealen je za vsakega, ki dela z ljudmi, se pravi drugi žarek ljubezen in pa še en poseben obesek smo naredili, predvsem namen je bil za tiste ženske, ki ne morejo zanositi, tako da je kombinacija ljubezen do sebe, self-love, in je prav tak simbol, ki kaže ne samo na nosečo žensko, ampak na ljubezen, ki vibrira v vas. Je pa tudi za, če je v primeru poroda, se pravi, da je kot za darilo, je za žensko in za otročka tak mali ljubezen do sebe. Tako da to imamo najlepši energijski nakit, ki dejansko podpre vašo regeneracijo, vaše samozdravljenje. No pa da nadaljujemo zdaj bolj resno za to ljubeznjo. Ljubezen je v bistvu res ena najlepša energija, s katero se zaščitimo pred karmo, osvobodimo karmo, naravno smo zaščiteni z njo pred energijskimi napadi. Vse, kar je potrebno, je, da smo v energijah vibracije ljubezni, da se potem zgodijo čudeži. To je kot ena vrsta uvod, po drugi strani je pa ljubezen iz vidika sistemov najbolj zlorabljena energija, najbolj zareklamirana energija, najbolj klišejsko naravnana v vseh filmih, od nekdaj, romantične komedije, najbolj gledani filmi, kjer predvsem ženski svet dobi eno iluzijo o ljubezni in ki jo potem prodajajo številni sistemi, kot so reklama za kredit, hišica, 2 se držite za otroke, 2 otroka in zlati prinašalec. Seveda, to je paket, za katerega se ti zakreditiraš in do konca življenja odplačuješ. Zloraba te potem energije ljubezni, ki jo imamo, vsi v bistvu v sebi, po katerih hrepenimo in nam sistemi potem jo postavijo ven iz nas in želimo potem te stvari kupiti, ker se ceniš, boš kupil to. V glavnem, to je vedno ta princip sistemov, ki zlorabijo nekaj, kar je v človeku naravno dano, ko ima čas se posvetiti sebi oziroma začutiti svoje energije na pravi način.
Tretja stvar, kar je tudi v odnosih, seveda pod pritiskom teh sistemov, pa je tretja ljubezen najbolj zlorabljena, tudi med ljudmi v odnosih, najbolj zmanipulirana v smislu, če me imaš rad, boš naredil to, če ne ljubiš me, ne upoštevaš me. V glavnem vse te, veste, odnosi in vsi naši prepiri v odnosih v bistvu izhajajo iz dveh okoliščin, in sicer da smo mogoče v odnosu, kjer želimo nadvladati, organizirati, biti vodilni, zavestno ali podzavestno. In nekdo, ki je v službi ali pa nekje drugje močnejši, kreator, ustvarja, ima vodilno vlogo, nekako ta refleks se potem tudi na domače področje preseli in potem smo v konfliktu. Kajti ljubezen, veste, vedno kot energija tehnice, kot energija peščene ure, se more prelivati, da je oplemenitena, se pravi, more vibrirati, more se izmenjevati ali znotraj v nas ali navzven, da potem prinese pametne rezultate oziroma da je živa. En pogled, šli bomo čez številne korake, kako v bistvu to v sebi najboljše pripraviti. Ampak ljubezen je v bistvu resničen proces, kajti kot duša, ko se odločamo, da pridemo v to življenje, se duša odloči, v katero družino bo prišla, katere okoliščine potrebuje, se pravi, da potrebujete mamo, ki bo bolj hladna, ali očeta, ki bo skakal čez plot, ali da imate pač vse okoliščine, ki se vam zgodijo v otroštvu do 7. leta, ste si kot duša že izbrali v času, ko ste se odločali, kam greste. Vibracija, s katero umiramo, je zelo pogojena za to, kam se bomo vrnili, tako da velika verjetnost je, da če ste rojeni v Sloveniji, da ste že par življenj preživeli v Sloveniji, ne glede na to, da vas mikajo mogoče tuje države ali pa da vas vleče nekam drugam, lahko da imate od tam druga življenja tudi povezana, ampak zadnja najmočnejša vibracija, v kateri ste umrli, je bila tu na predelu Slovenije, lahko da ste bili v avstro-ogrski vojščak, ki je prišel od ne vem kje in je tu pobival za ne vem kakšno smiselno, nesmiselno vojno in ste tu potem umrli. Tako, to hočem samo obelodaniti eno filozofijo vračanja duš v določeno polje vibracij, kjer moramo vrniti svoje energije nazaj. Kajti, da mi preidemo zares celi v svetlobo, to govorim zdaj o smrti, in da se ne vrnemo na zemljo, je v bistvu možno takrat, ko smo vso energijo nazaj vzeli zase, ko ni več, nismo razslojeni po državah, po dogodkih, ko nismo nekje ujeti v določenem dimenziji, kjer smo naredili nekaj močnega, kakršnega koli. Ne glede na to, da je naša energija razpršena, lahko ne vemo, kaj vse smo bili v preteklih življenjih, mogoče se spomnimo slutnje, imamo enega, dveh ali pa enega niza ženskih življenj ali pa moških življenj ali pa življenj zdravilke ali pa življenj šamana, karkoli. Hočem reči, da ne glede na to, da se ne spomnimo vseh življenj, pa lahko s pomočjo meditacije, s pomočjo notranjega rednega sodelovanja s sabo in s pomočjo ljubezni do sebe na vseh segmentih pomembnih, ki jih bomo omenili, preidemo, zberemo svojo energijo nazaj, se pravi, ni treba se tolikrat vračati, vsakič na novo umreti, da pridemo do svojih energij. Od leta 80 naprej, od leta 60 so se začeli večji premiki na Zemlji, od leta 80 naprej se je pokazalo, da je vibracija Zemlje in energiji tako močna, da v bistvu lahko karmične preboje delamo na 7 let. 7 let je tudi tisti menik, ko se vsi planetni zamenjajo, se pravi cikl vladarjev leta je na 7 let. Letošnji je Merkur, potem je Luna, potem je Saturn in tako naprej, da je vseh 7 aspektov, no in da določeno karmo
določeno močnejšo breme lahko rešujemo maksimalno, če smo zainteresirani za rešitev, lahko rešimo v 7 letih in potem nadgradimo svoje življenje z več energije. Se pravi, da nismo več ujeti v eno paralelno, horizontalno dogajanje, ampak da lahko s pomočjo duše, energiji časa, svetlobe, višjega jaza, energiji večnosti, se pomaknemo v eno večjo energijo, iz katere sodelujemo, in to energijo lahko najdemo samo z ljubeznijo. Mi sami vase v svoje najlepše energije ne moremo vstopiti na silo in nihče drug ne more vstopiti v nas. Res je. Se pravi, naša notranjost ima stik z večnostjo in naša notranjost ima stik z najlepšimi energijami. Mi smo v večnosti samo v tem trenutku. Sedanjost je moč manifestacije in v sedanjosti smo najbolj povezani z večnostjo. In pretekle težave in prihodne skrbi, bolj kot jih držimo stran od svojega jedra, od svojega telesa, od svojega načina razmišljanja, močneje lahko sodelujemo z ljubeznijo, močneje lahko duša prihaja na plano, močneje lahko manifestiramo svetlobo na zemlji, kar je zares edino naše poslanstvo. Ne glede na smer, na karmične, imamo pisno storitev karmični vozli, smer vašega poslanstva. Ne glede na to, kam je ta vaš karmični vozu usmerjen, kam vas vodijo energije, je zares skupno vsem to, da realiziramo, manifestiramo sebe kot svetloba na zemlji. To je vsem enako. Če to naredite, ne glede kakšne so vaše astrološke karte, kakšni so vaši potenciali, če ste na tej poti, če ste zavestno sodelujete, da manifestirate svetlobo v svoje življenje, v svoje vse vidike življenja, potem je pomembno, smo na pomembni pravi poti. Pri tem pa seveda znanje. V Sloveniji je znanje pomembna kvaliteta, znanje je nekaj, s čimer mi odpiramo in ko nekaj znamo, razumemo, se zgodijo večji premiki. Slovenci nismo najbolj instinktivni, od popka navzdol nismo najbolj intenzivni, priznajmo si, smo pa sistematični, zaskrbljeni dovolj, da lahko potem z znanjem širimo svoje meje, dojemanja sebe, dojemanja sveta, in zato znanje je ključ v Sloveniji. Ne bomo se razsvetlili skozi ne vem kakšno intuitivno energijo, kajti to je za področja, kjer je temperaturna razlika 5 stopinj gor dol, blizu ekvatorja, kjer se temperatura ne spreminja, kjer je v bistvu skozi enako in so energije ves čas enako odprte, ker je toplo dost. Pri nas, ko je -10 pa +30, 40, je 50 stopinj razlike, se naše energije zaprejo in odprejo in poleti in spet zaprejo, in je to nekaj, kar je pogojeno z našo uspešnostjo, sproščenostjo. Zato z zavestjo, zavedanjem, razumsko mi lahko začnemo vstopati v energije ljubezni in jih potem cenimo, negujemo, da tudi takrat po zimi, ko pride zaprta faza eteričnosti, ko ne začutimo drug drugega tako sproščeno kot poleti, na pomlad se začne vse odpirati, začne se aktivirati se zaljubljenost, največ skokov čez plod se zgodi poletje, ko energija je takoj na voljo en z drugim, tako da takšne stvari, pa še alkohol zraven, je sploh idealno, da se zgodijo takšne slučajne, nenapovedane stvari, ki jih potem včasih želimo upravičiti z vodstvom duše, ampak zavedanje je tisto, ki pokaže, je to res ali ne. V vsakem primeru naša energija je torej tista, ki jo želimo z svetlobo realizirati. Znanje pa dobimo iz samoraziskavo. Zato recimo 3 pisne storitve imamo takšne, ki bom samo omenila. Eno je, kje je vaša Venera v karti. Venera je vladarica ljubezni. Venera je lahko v
vaših znamenjih v zemlji, prizemljena, bo skrbela za dom, lahko je v čustvih, skrbela bo za čustveno dramatiko, zaljubljali se boste vsak drug dan, odprti boste za ljubezen in potem je v zraku, Venera v zraku ima številne potenciale, številne ljubimce lahko najde, odprta je idejno za ljubezen, ampak neustrajna v njej. Potem je pa Venera v ognjenih znamenjih, gori za ljubezen, lahko je malo bolj egocentrična, v ovnu, v levu ponosna, v strelcu dinamična. V vsakem primeru so to različne naše notranje kvalitete Venere in še potem njen položaj, ali je navzven, ali je navznoter, ali je v energijah misli ali kreativnosti, ali bomo z njo ustvarjali partnerstvo, ali bomo z njo ustvarjali kariero ali medsosedske odnose. Vse to je odvisno od tega, kje je položena vaša Venera. In tam vam bo to najbolj normalno steklo, oziroma zaradi tega, kje je vaša Venera, se mi ne moramo primerjati s tistimi stereotipi, ki jih imate v hollywoodskih filmih, kako sta potem srečno živela do konca življenja. To je nekaj, kar v bistvu je nekaterim usojeno, kajti imajo potem Venero v 7. hiši, vse je tako razporejeno, da je idealno za takšno življenje. Ne poznam takšnih ljudi, kajti takšni ljudje ne potrebujejo naše pomoči, tako da, kar se tiče teh stereotipov, je za zelo malo procent ljudi. Vsi ostali smo prišli z ljubeznijo nekaj ustvarjati, nekaj sodelovati, nekaj drugače delati in to znanje o Veneri v vašem področju je pomembno. Zato, recimo, jaz imam Venero v 3. hiši, meni je to super, v znamenju strelca, imam pozitivne misli, ljubeče razmišljam o svojih sosedih, ne glede kaj mi delajo. Srčna sem do energij okolice, do sestre, do vsega, kar je v bistvu v naših energijah to vezano in tudi srčno rada komuniciram o vsem, kar izpolnjuje ljubezen na zemlji. Za vas, za druge, za živali, za rastline, vse to mi je pomembno in na ta način v bistvu potem človek vidi, kje je njegov potencial za ljubezensko realizacijo. Potem imamo pa storitev, ki je kontra temu in bi človek rekel, da ni namenjena, da ni prava tematika sedaj, kje je vaš Pluton. To je pa Plutonova energija, naša podzavest, ki pa se ne glede na to, kaj si mi hočemo narediti v svojem življenju, je Plutonova energija tista, ki kaže na naš karmični odnos do življenja, do področja in recimo tako kot nekateri imajo Plutona v odnosih in se skozi odnose učijo ljubezni do sebe na način, da spustijo odnos v takšno svobodo, da ga ne držijo, ne grabijo, ne sodelujo na način, da ga imajo pod kontrolo. Potem recimo Pluton v 9. hiši, ko je treba spremeniti filozofijo življenja, se učiti, spremeniti način učenja, sprejeti, da je učenje način življenja in da so potovanja lahko največja sprostitev, ne breme in podobne stvari, ali pa Plutona v 12. hiši, kjer je stik z dušo, kjer ima Pluton ogromno moč, potem ko oseba spozna, da je v bistvu predana duši, da smo vsi Božji otroci in da Pluton zares lahko odpre srce duši in da se transformira celo življenje. Sama imam Plutona v 1. hiši, največja transformacija bo šla skozi moje fizično telo, kar bo tudi najbolj vidno, tako da hvala vsem, ki to razumete, kajti to me ne definira. Tam, kjer je Plutona, veste, vi ne čutite svoje definicije, ampak se definirate z nečim drugim, z vsem ostalim. Je pa koristno vedeti, kje je vaš Pluton, kajti to pomeni, da je tam tista točka, kjer ni miru, dokler se ta Pluton ne razsvetli, se pravi, da se razsvetli naša podzavest, se pravi, da se praktično razsvetlimo mi. To je meni najlepša odkritja, ampak da se vrnemo na ljubezen, kje je zdaj v karmičnem smislu naša ljubezen. Ogromno odnosov,
ogromno našega stika s sabo je karmičnega. Karmični odnos do ljubezni je namreč vezan na energijo našega notranjega otroka in kot sem že prej rekla, mi kot duša smo si izbrali, kam bomo prišli. Zbrali smo si, kako bojo starši delovali z nami, ali bo nemir, prepir v hiši, ali bojo okolica nemirna, ali bodo časi pomankanja, komunizma, zatiranja, ene grožnje v zraku, ali boste se rodili v hišo, kjer je v izobilju vsega in se vam bo zdelo, da je najbolj normalno, da imate vse na tem svetu. To si duša odloči, preden pride, in to je zapisano potem v našem notranjem otroku, v naši moči manifestacije. Mi podzavestno, naš notranji otrok na predelu črevesja, popka, ima energijske zapise našega izvornega prvih 5 let, 6, 7 redko, 7 je že pol manj, ko se začne kreirati, ampak recimo otroci pri 3 letih so najbolj takšni, kot bi naj bili mi odrasli. Meni so otroci od 3 do 5 let najljubši za srečevanje, to so najbolj iskreni, če jih seveda zdaj sistem že prej ni preveč okrnil, ampak to so otroci, ki buhtijo od svoje energije, od svojega sonca, od svojega veselja in od svoje prepričanosti, kaj bodo doživeli v življenju. To so otroci, ki hodijo in svetijo. Zato je ta obdobje zelo pomembno, da starši niste preveč strogi in da tega otroka ne zatirate z hladnostjo, da mu pustite, da živi, da je itak je to njegovo obdobje ne, se pravi, ko se ne strinja, ko uveljavlja svojo moč in da ga ne zatrete do nezavesti. Kajti, če vam to uspe, če ste uspešen starš in da se vam otrok pokori, ste mu zagotovili doživljenjsko sodelovanje s sabo in iskanje ljubezni do sebe. Ljubezen do sebe je namreč pogojena samo z eno stvarjo, da sprejmeš sebe ne glede na to, kakšen si, kako si uspešen, kje si in kaj ti gre ali pa ti ne gre. Se pravi, sprejemanje samega sebe, brez da si moraš za to zaslužiti. Sam sabo boš celo življenje. Starši gredo, partnerji gredo, otroci gredo od doma. Ti boš sam sabo ves čas. Tako da sprejeti sebe na takšen način, to ni ego, da se potem bojuješ pa strelaš na druge, ki te ne spremljajo, to je ranjen ego. Poceljen ego je pa zadovoljstvo, ko si zadovoljen s sabo in veš, ja, moram narediti nekaj za svoje zdravje. Ampak se lotiš tega z zadovoljstvom in zavedanjem, da je pomembno. Ali pa, ja, zavedam se, da sem v šit službi, da rabim nekaj drugega, ampak se tega ne lotiš iz panike ali pa kaj bodo drugi rekli ali pa kako te bodo gledali, vrednotili, ampak da greš tja, kamor boš lahko maksimalno dal, ustvarjal, sodeloval z vsem srcem in vsem bitjem svoje poslanstvo opravil ali pa začel na svoje. Zato razumem vse tiste, ki ste šli na svoje, to je velik korak, ampak če ste na svojem, če imate svoj biznis, je vaša uspešnost odvisna od tega, kako ste pomirjeni s svojim notranjim otrokom, kako slišite svoj instinkt, kajti to je tudi znak preživetja. Preživetveni nagon je v notranjem otroku. Zdaj pa, v notranjem otroku se pravi, so vse izkušnje do 5. 6. leta, hkrati pa se zavedamo, da so tu zraven karmične izkušnje. Mi smo prišli nekaj odštrikati, doživeti, poravnati in ta karmični vidik v notranjem otroku se najhitreje poceli z eno energijo sprejemanja, dihanja, sodelovanja, kajti karmični odnosi so tisti odnosi, ko vas skupaj potegne, srečate se, vse je super, en moment, naslednji moment se prepirate in sta v bistvu nezadovoljstvo z en in z drugim ali pa drama okoli odnosa v odnosu je znak karmičnega odnosa. Še posebej, če ne morete trezno reči, ne ustreza mi to, ne glede, koliko se srčno povezujete, kako vam je fajn v momentih, ko vam je fajn, vam ta dramski vidik ali pa drugi del, ki je karmični problem,
vam ne ustreza, se počutite izolirano, izčrpano in v glavnem ne morete realizirati se, ali pa ni harmonije v miru, se pravi, je potem ta del, se ne morete trezno odločiti in reči, zapuščam ta odnos, ampak ste še vedno noter in vas vedno znova not potegne in vas človek z besedami, z dejanji, kakorkoli nazaj pripelje in potem je ves čas isto. Se pravi, ne glede na karmični odnos, itak ne morete iti, to je tudi na liniji večkrat rečem, če ne morete iti, ne se pogovarjati, da boste šli, ker je brez veze. Ne morete iti in se vrne in je drama in je sreča in je dušna komponenta in je vse super in potem spet ni in v glavnem ta mešanica, no in način, kako to pozdraviti, je samo eden. Ljubezen do sebe, ki jo vi fizično probate sprejeti v predel črevesja, notranjega otroka. Zato imam jaz tule en tak blazino, s katero vam bom demonstrirala, kako se to dela. Ta blazina je kot energijski zdravilni element, ki je. In ne glede, kako se počutite, to naredite lahko zvečer, ko greste spat, pa imate vsak večer, stiskate v bistvu blazino k svojemu notranjemu otroku. Gnezdite, počivate in si nekako dovolite, da se znotraj začne dogajati zadovoljstvo. In razmislite recimo o krivicah, ki ste jih doživeli v odnosu, o nerazumevanju, o vseh teh energijah, ki so prišle na plano ali ki se v karmičnem odnosu dogajajo, in o vseh pričakovanjih, ki jih imate do drugega, o tem, da vas bo nekdo drug rešil, da bo rešil vaš obstoj, da ste na prvem mestu za to osebo, je pot, da razrešimo kakršenkoli karmični odnos, tudi če ni ljubezenski, da je v bistvu prijateljski ali z starši, kakršenkoli odnos, ki ima komponento kakršnekoli ljubezni, se razreši na način, da dovolite notranjemu otroku, da se skozi dihanje, potapljanje vase, energijsko osvobodi in začuti ljubezen, ki jo vi imate do otroka, do sebe sočasno, in da recimo predihate dogodivščine iz otroštva, da vam na pamet pride en dogodek, to se običajno dogaja, ker ko partnerstvo, karmični odnosi zrcalijo nekaj, zrcalijo, kar je bilo v preteklosti vas dano in vsak partner, zato, kakor partnerjo zamenjate, veste, preden je v vas poceljena ljubezen do sebe, bodo partnerji slej ko prej pokazali energijo, ki je potrebno v sebi razčistiti, osvoboditi in nadomestiti z ljubeznijo do sebe. Tako da prehitro menjavanje partnerjev prinese samo en tak stereotip, da so vsi moški enaki, vse ženske so enake. To zato, ker pride na isto rano. Zato si dovolite, kljub temu, da imate, recimo, da imate smisel ali pa idejo, da se boste ločili od partnerja, da je dovolj, izkoristite ta odnos, da se čisto pozdravite v njem. Kajti, če boste nekoga zapustili, potem je idealen to človek, s katerim boste popolnoma iskreni. Razložite mu svoje frustracije, če seveda želi poslušati, pokažite mu ranljivost, jezo, vsa čustva. Kaj se včasih zgodi, da takšen odnos potem, ko mi iskreno damo sebe ven, iz dneva v dan smo bolj smotani, nerazumevajoči, problematični in na koncu se to spremeni v naši notranjosti v eno zadovoljstvo, ker smo vse to, kar nas frustrira, dali ven, se lahko potem zgodi ena pomiritev s sabo in odnos se lahko ali čudežno spremeni. Kajti, če je partner sodelujoč in dušna komponenta prava in sta se v dušnih energijah dogovorila, da se skupaj razvijata, potem se ta odnos spremeni, ker naenkrat postane partner neproblematičen, vi ga vidite z drugimi očmi, pod drugo lučjo, energijsko bolj sproščeni.
Lahko se pa zgodi, da se vi v popolnosti povežete s sabo, z ljubeznijo do sebe, vidite partnerja v drugi luči, on pa preprosto ne gre v ta proces, kajti je dogovorjeno, da naredite določene korake in niste skupaj do konca življenja. To so dušni dogovori, ki jih niso tipski, niso, da bi lahko rekla, ali je to ali pa to, ampak je to od vsakega odnosa posebej odvisno in vi pri sebi potem vidite in nimate vpliva. Če je dušni dogovor, da v nekaterem odnosu pocelite sebe, ljubeče pogledate nase in potem greste vsak svojo pot, kaj se lahko zgodi, da vi to instinktivno čutite in potem zavlačujete svojo rast, zato da se ne bi s partnerjem razšli. To so možnosti, vse žive so variante, zato je takšen pogled v sebe pomemben, zato uporabite naše pisne storitve, spoznajte sebe, imamo tudi eno zelo lepo pisno storitev, personalizirano sporočilo Angela ljubezni, ki pokaže, kje so vaše rane, jih zdravi zraven, ko berete. To je pisna storitev, to ni zvočna, preberete in to pismo ostane z vami in angel ljubezni ostane z vami. Tako da ta karmično celjenje, ozaveščanje, blazina z notranjim otrokom je zelo pomemben dejavnik vaše ljubezni v življenju, in skozi to se lahko vse rane, vsa zapuščenost notranjega otroka in pri tem probajte biti nenasilni do sebe. Se pravi, vaš notranji otrok ni nujno, da boste kaj videli, čutili, slišali, samo zaznavajte ugodje, ko si pritisnete blazino, tudi pred spanjem ali zjutraj. Naučite se v bistvu gnezditi sam sabo. To je nekaj, kar je v bistvu res umetno zadovoljnega življenja, s tem si celite tako eterično telo, da energija ne razpada, celite si astralna nivoje, pričakovanja do sveta. Ko greste po celjenju v svet, je življenje lepše, boljše, vse se vam drugače dogaja, ljudje so bolj prijazni do vas. Kar naenkrat se dogaja drugačne stvari, odpadejo blokade, ljudje vas nehajo griz, tisti, ki vas grizejo, so vam nepomembni, reagirate drugače. Notranji otrok je moč vaše dobre manifestacije ljubezni, ki potem preide naprej. Tako da soditi sebe, da ste si izbrali tega telebajska, da ste največje kretene privabite v življenje in sebe obremenjevati s tem dejstvom, da si vedno napačne najdete in potem krivite sebe, to je nesmisel. Smisel je, da se zavedate, da smo vsi v procesu delovanja, sodelovanja, spreminjanja in da naš notranji otrok želi ljubezen, jo je sposoben dajati in da vi morate dovoliti notranjemu otroku vse reakcije, da niste bili videni, da tudi če so starši imeli takšen odnos, da je vaš notranji otrok pri vas zdaj varen, ste odrasli, pri svojih letih ne moramo več kriviti staršev, ne moramo kriviti nikogar, lahko sicer, ampak smisla ni, izgubljate čas. Tako da ta vidik notranjega otroka z blazino je nekaj, kar lahko dnevno ob različnih priložnostih negujete, lahko je to kot res globoka meditacija, lahko je pa to ob pitju čaja, kave, se samo malo stisnete in se začne dogajati zdravljenje. To je spontan notranji proces samozdravljenja, ki se zgodi vedno, ko damo pozornost na nekaj prijetnega, ko se mi povežemo in blazina omogoči fizični stik z notranjim otrokom in notranji otrok to začuti in se začne odpirati. Če si želite, je poglobljeno, je potem ta vidik poglobljenega pogleda vase, da začutite, ali vas notranji otrok zavrača, ali da vas kakorkoli ignorira. Vse, kar v bistvu ste vi kot doživljali v otroštvu, vsi ti filtri, zaščite, ščiti, reakcije so v bistvu posledica tega, kar je notranji otrok, ko ste vi doživljali in se skozi takšno samoterapijo zdravi, celi, osvobaja. Pri tem lahko uporabite naše terapevtke ali naše delavnice kot hitrejši način
ampak že samo s tem, da se zavestno povežete s sabo in svojim notranjim otrokom, z ljubeznijo začnete karmični proces osvobajanja in povezovanja s sabo na višjem nivoju. Osvoboditev vseh karmičnih odnosov gre skozi čisto srce in iskrenost, skozi ljubezen. In ni druge poti. Vsak odnos posebej, samo na ta način. Če mislite, da boste koga prefrigali, da boste komu povedali prave besede, pa ni vzadaj iskrene resnice, samo vedite, da ste sebi dodali plast, s katero ste bolj oddaljeni od pristne ljubezni v sebi. Tako da vsaka taka pametovanje, manipulacija ali postavljanje se nad drugega, misleč, da vi bolj veste kot drugi, je v bistvu nesmiselno. Iskrenost, totalna, je včasih boli, je brutalna lahko, če seveda bolj se oseba upira, bolj se vi bojite povedati resnico. To je nekako so tudi narcistične motnje, ki so zdaj moderne, da se jih obelodani na tak in drugačen način. Je pa to vedno posledica tega, da nekdo z reakcijami prepreči, da bi bila slišana resnica. In potem ta drugi ste se znašli nekateri in nadgradili svoj mentalni sistem na način, da pametne besede poveste, da veste, kaj reči v pravem trenutku, ampak to rečete zavestno, mentalno in ne čisto iskreno. V tem primeru si ustvarjate eno drugo problematiko, ko boste hladni od znotraj. Se pravi, znotraj vas bo hlad in vi boste vse bolj odmaknjeni od ljudi in to je potem lahko problem, če se duhovnost kot New Age spremeni v prisiljen način obnašanja, pač da ste prevzeli eno podobo, ni pa to iskrenosti v vas. To je ene vrste pasti, to so ene bolj novodobne bolezni zaradi teh sistemov, ki favorizirajo pač individualnost, egocentrizem, pomembnost v socialnih medijih in podobno. Tako da notranji otrok, iskrenost, resnica je ljubezen do sebe, osnova za osvoboditev vseh odnosov, karmičnih vplivov. Se pravi, v ljubezni je pomembno, da se zavedamo, da prehajamo iz tistih karmičnih odnosov tudi do sebe, ki ga zdravimo z notranjim otrokom, da prehajamo potem v življenje z ljubeznijo, ampak da je rešitev samo v ljubezni. Se pravi, iskreno, čisto, sproščeno in da ta energija ljubezni, ki teče po nas, potem mi dovolimo, da začne širiti svoj vpliv in ne gre drugače. V vseh teh filmih, stereotipih vidite, da ljubezen od zunaj potem reši situacijo. Princ pride na belem konju, tudi če je na črnem. Nima veze, v vsakem primeru oseba, ki čaka na nekoga, da bo z ljubeznijo spremenil življenje, je samo, lahko je to zunanji impuls, ki vas spravi v zavedanje, da je treba nekaj znotraj popraviti. Tako da je velikokrat se zgodi, da se dva zaljubita, je srečen začetek, srečni še mogoče nekaj let, mesecev, let, do takrat, da potem tisto nezadovoljstvo, karmična energija, ki je v notranjem otroku, ne pride na plano in se ne razvije dobesedno potem eno bojišče, kjer se gre za prevlado, kjer se pozabi na ljubezen, kjer se človek potem z evergreen prepiri zapelje v čisto napačno smer. In potem seveda so substance, iskanje novega partnerja, v glavnem zunanji vidiki postanejo izgovor za to, da ne najdemo v sebi svoje poti. In ljubezen je čista energija, s katero mi gremo vase, s pomočjo blazine notranjega otroka pozdravimo, da se začne veseliti življenja, da ni v depresiji, da ne išče rešitve v grandioznih rešitvah, ampak da iz dneva v dan sodeluje optimalno, ljubeče, predano, iskreno z vsem, kar se dogaja. To je ključ do ljubezni v napredovanju.
Zavestna ljubezen pa se potem začne dogajati, ko se mi zavedamo, da v sebi ustvarjamo nove pogoje, da z ljubeznijo sodelujemo navzven, da z ljubeznijo vstopamo v vsak odnos, v svoj avto, z sodelovanje s svojim življenjem, s svojimi predmeti, s svojimi oblačili, z svojimi lasmi, da se v bistvu z ljubeznijo delujemo v sebi, zase in za druge. Da nam ljubezen ali pa delo na sebi ne napuhne ta ega, da se smatramo za bolj pomembne kot drugi, ampak da ohranimo eno ljubečo prisotnost, ne glede na vse, kar se dogaja okoli nas. Seveda z ljubeznijo do sebe postavljamo potem meje, dokam spustimo nekoga, ki mogoče ni za v naše življenje, ali nekoga, ki si želi na drugačen način ustvarjati, s tem, da se nam jemlje. Se pravi, mi z ljubeznijo do sebe hitreje ugotovimo, kdo so naši energijski paraziti in se od njih odmaknemo. Ne bomo se šli v bitke, kajti to je nekaj, kar želijo energijski nižji sistemi, da se zapletemo v reševanje drug drugega, v skakanje v blato, zato da nekoga rešimo, v bistvu pa smo vsi potem obremenjeni, izčrpani in to so terapevtske. Dostikrat terapevti na to temo potrebujemo osebno preboje, redno, da se začnemo zavedati, da ne moramo izgoreti za druge, ampak da je zdrava ljubezen v tem, da več kot imaš, več lahko daš, se pravi, moraš negovati v sebi to svojo energijo. In življenje z ljubeznijo je nekaj, kar je potem zelo dragoceno in zelo ti noben ne more nič vzeti zares, kajti ti živiš vsako stvar z ljubeznijo. In tudi ti sistemi, ki so zakuhali čez korone, pritiske, vse sorte, lahko smo se jezili, ampak ne morejo ti vzeti svojega zadovoljstva, ne morejo ti vzeti samega sebe. Zato je zelo pomembno ta individualni pristop k sebi, k svojemu življenju in ljubezen je pot življenja, za katero se je smiselno odločiti. To je odločitev, da se učimo z ljubeznijo, da sodelujemo z ljubeznijo, da če smo nekje zavrnjeni in poskušamo pač dvakrat, trikrat, da je to znak, da ne, da smo zavrnjeni tam in da nas čaka nekje drugje, druga pot, bolj ljubeči odnosi, bolj ljubeče življenje, ampak da se ne pustimo prositi. A veste, to je, kar je v življenju v Sloveniji zelo pomembno. V Sloveniji se veliko žensk pusti prositi v ljubeč odnos, ne samo v partnerskem odnosu, tudi v prijateljstvu. Se nekako obnašate ali pa nekako, da ne vem, še bom videl. To je pri meni od nekdaj drugače. Če sem jaz videla človeka, prijateljico, ki mi je bila zanimiva, mi je bil zanimiv, jaz sem se pržgala, jaz sem klicala, jaz sem se hotela družiti. To je bilo meni najbolj normalno, da se z nekom, ob katerem se imaš kaj za zmeniti, si vesel, da si aktiven, da ne čakaš, daj se, če me oseba ne vidi, brez veze. Ne, ta slovenska žrtev, jo prosim pozabite, to je nekaj, kar naredite z notranjim otrokom in se začnete zavedati, da vsakdanja odločitev o tem, s kom boš, kaj boš deloval, recimo tudi zmenek z dušo, recimo idealna delavnica, odlična delavnica, tako daleč je, ne, to pa brez veze. Jaz sem šla 1000 kilometrov v eno smer za tečaj jasnovidnosti, kjer sem dve stvari se naučila, ki so mi bile pomembne in mi naredile moj life naprej in se vrnala nazaj 1000 kilometrov s sposojenim avtom, s crkvenim telefonom, čist brez denarja. Se pravi, motivacija, veste, prihaja iz notranjega otroka. In ko notranji otrok enkrat pride do žive energije, ljubezni do življenja, se vam da. Niste več, tako daleč je, v Žalcu ste, pa mi, odkot pa ste vi, iz Cela. Vem ti, 10 kilometrov je to. Jaz peš to bi šla, če ne. Se pravi, veste, ta motiviranost izhaja iz zdravega notranjega otroka, ki se mu da se mu iti solato nasijati, nasaditi, prepikirati, da se mu živeti. In to je nekaj, kar je odločitev. Ljubezen do sebe, do življenja je odločitev. Ljubezen v odnosu pa je posledično potem ljubezen kot delo, kot sodelovanje.
tisti, ki imate filmsko vizijo, da srečate pravega in potem je vse super, vi ste kot razvajen otrok, jaz bi si želela tako biti, pa ne gre. Vse je potem izpolnjeno, vse je super. Ne, to ljubezen v dvojini je delo na sebi, delo v paru, pogovarjanje, prisluhneš. V glavnem, to je en veliki ringošpil, kjer se morajo uloviti energije duše, energije minda, se pravi načina razmišljanja, komuniciranja, kjer si moraš priznati, tule sem pa je šibek, tule pa jaz moram delati na tem, da sploh pravočasno povem, kaj mi je, ali pa, tule sem pa šibek, ne znam dobro kritike sprejeti, ali kritike dati v pravem času na pravi način, pa potem izbruhnete, ko je že vse mimo. V glavnem, ta ljubezen v dvojini, a veste, če pričakujete filmsko, da je to in pol naprej, še samo kuhate, peglate, se smehljate in postavljate to na Facebook skupne slike, kako ste si pomembni, to je del, ampak v resnici je to delo, sodelovanje, za katerega si se odločil, ker ti je za to osebo mar. Za to osebo ti je enako mar, kot je mar zase. In potem je lahko skupno življenje eno lepa energijska družina, sodelovanje, in iz te družine so lahko otroci, lahko se pa zgodi, da ste to že dali skozi, da so otroci že na svojem in da ste vi še kar v vlogi mame in ne spustite otrok, dvojina pa zamira. In dostikrat se zgodi, da daljši projekti, kot je gradnja hiše, no zdaj je to malo krajši, ampak včasih so gradili hiše tako fizično sami in dlje časa in se pri tem finančno, fizično, čustveno čisto izčrpali, in ko so končno naredili hišo, se preselili in so se začeli spoznavati na novo, da kdo si ti na drugi strani mize. Ne, ta razčlovečenost se zgodi skozi velike projekte, zato je vsak projekt, ki nosi odgovornost finančno, energijsko, psihično, ali rojstvo novega otroka, ali odhod otrok, poroka. Vsi so šli na svoje, vsi imajo super službe, vse je super, ampak v hiši ostane praznina, ki ni zdaj konec sveta. In ne zahteva, da jo drug zapolni, ampak da se iskreno dve osebi usedete in rečete, ok, novo stanje je takšno. Kaj bomo zdaj? Kaj si želiš ti, kaj si želim jaz, kje se vidima, kaj je fajn, kaj moram jaz narediti, kaj me žuli, kaj tebe žuli, kaj mene žuli pri tebi in obratno. In potem najdeš pot. Ljubezen v dvoje ni film. Je pa lepo. Ker si daš energijo, daš si pozornost, ki te osrečuje. Ni nujno, da je vedno, veste, to ne govorimo o teh filmskih in valentinovskih prigodah, o rdečih vrtnicah, o ne vem, serenadah pod balkonom, tako kot niso vsi nacije, tako kot se po enem filmsko opisuje. Ampak ljubezen v dvoje je nekaj, kar potem iz dušne komponente zori, gradi in si po vsakem prepiru, po vsaki izmenjavi mnenj, bolj ali manj čustvenim, si bolj povezan, bolj iskren, bolj sodelujoč, bolj pristen drug do drugega. To je potem tista dušna ljubezen, ki ima smisel za vsakdanje življenje. In to želim vsem vam. Če ni tega, potem je kar malo brezvezene. In veliko ženska, veste, mi javljate, da se vaš drži bolj zase, da se noče pogovarjati, da kar nekaj v delavnici dela. Ampak, veste, to je ena vidika, jaz sem itak na moški strani, tako da to, jaz sem ful srečna, jaz sem ženska, ker sem računala, da mi bo življenje z moškem, ne bo se treba sitnobe prenašati. Deloma je res, deloma sem ugotovila, da imajo tudi moški sitnobo, ampak to je bilo moje izhodišče, zakaj sem bila vesela, da sem ženska. Ker bom lahko živela z moškimi, ki so bolj kul. Ampak resnično, veste, v pogovorih se morate zavedati, da eno so pogovori za prijatelje, za prijateljice, kjer neki činče čanče, in isto imajo pa moški svoje pogovore z moškim svetu, kjer ogovarjajo ne vem kaj vse, šport, politiko, ali kako lovijo ženske ali ne, v glavnem
To so dva ločena svetova. In nič ni narobe s tem. In ne moramo pričakovati od partnerja, lahko pričakujete, tudi lahko, da se prilagodi, ampak ni isto, ni veselja, ni unga, kar je. Zato je fajn, da najdete v skupnem nekaj, kar je skupnega. In če njega veseli tam neki šraufat, pili, džagat, ne vem kaj, vprašajte ga, zakaj ga to tako veseli. Naj vam kaj razloži. Pol boste pa videli, kak je, ko boste v Frgazarju poslušali cel popoldne, kako se on počuti, ko posluša o ne vem čem, kar vi razlagate cel popoldne. Se pravi, tematike so nam lahko različne. Če mi znamo prisluhniti drug drugemu, mal se potem to odpira, širi in slej ko prej pride do skupnih pogovorov, ki so skupna tematika smiselna. Meni je seveda moja energija ali pa energijski del življenja meni zelo pomemben in sem ful hvaležna Krešimirju Mišku za njegove oddaje Na robu znanosti, ki jih mi obredno poslušamo, tavženkrat smo jih že poslušali. Vmes se vse živo zmenimo in te oddaje so recimo nekaj, kar povezuje mojo tematiko z realistično moško tematiko, kajti Krešimir Mišak je hud mind, ni dušne komponente toliko, ampak vseeno je zelo na temeljih te obmejne Na robu znanosti tematike obdela z razumskim vidikom in potem zbliža energijski svet žensk z tehnično znanjem moških in to se zdi meni, recimo, to je meni najljubše preživljanje prostega časa. Zelo dramatično. V glavnem, kako si pomagati zdaj od te faze notranjega otroka do tega, da vi zaživite v življenju svojo ljubezen navzven, do tega, da jo v partnerstvu zaživite, je iskreno meni najlažje, zato smo naredili ogromno produktov, ampak da se vrnem, da začnem, odprem polje doma. Meni je to najlažje skozi naslednje stvari. Rože, zato imamo danes tule najlepše rože tega obdobja, ni še trobentic, takih lepih so že, ampak niso tako lepe. Ljubezen, ki je čista, otroška, do ljubezni, ki je prijateljska, do bolj temne, strastne ljubezni, to bi naj bilo pod isto komponento rož. Se pravi, rože v prostoru, če ženski rože delajo, je energijsko odprta za ljubezen. Je eterično telo z ljubeznijo do sebe in do življenja prepleteno. Tako da ženske, tu je naslednja naloga, da vzgojite, meni recimo, jaz nimam veliko rož, imamo več mačkov, pa ampak ena afriška vijolica cveti ko zmešana. Jaz jo vsake toliko časa zalijem, pa pozabim, v glavnem ne daje mi tistih idealnih pogojev, kot bi naj bilo, ampak dela, cveti, malo mački grizejo, malo jih nazaj, malo ima igro s tem, ampak cveti. In to je meni super, kajti takrat je meni znak, da v domačem okolju lahko imam to energijo odprto in jo imam. Recimo, ko je naša mama umrla, to sem bila stara 17 let, 2 meseca preden je ona umrla, to je umrla za 1. maj, so se vse rože, božični kaktus, vsi cvetovi en dan usuli. To je samo usulo se. To je izgledalo, a veste, kot da je nekdo magijo naredil. Mi smo vsi gledali, kaj je to. Vse afriške vijolice smo imeli včasih doma, te vijolice, te, kaj so že, ciklame. Vse to je kar naenkrat odvrglo cvetove, se posušilo, samo zelene so ostale. In meni se zdelo, oh my God, kaj je to? 17 let sem bila takrat stara. In potem mama umrla. In je trajalo 3 leta. Jaz sem se ful trudila za bilo kakve rože. Zunaj je še šlo, zunaj v hiši, noter znotraj ne. Zunaj na oknih so bile cvetoče, noter ne. In sem se trudila in sem se trudila in sem se trudila in ni bilo. In potem sem začela razmišljati, kaj je to. Jaz sem bila takrat v največjem stresu, totalni frustraciji, preživetja vsega. Ampak potem nekje dojameš in potem se začne to spreminjati. No in to je zdrav dokaz, da ženska se mora ukvarjati z rožami, tudi moški se lahko in to je super, ampak ženska še posebej, ker mora svojo Venero odpreti. In so te energije potem lepe, cvetoče in skozi rože se napolni prostor in energija sodelovanja v družini. Prostor za družinsko srečo je vzhod.
Blagostanje je jugovzhod, to smo že v prejšnjem videu pregledali. Na vzhodu so zelene rastline in vzhod, recimo orhideje, če vam delajo to nekaj najlepšega. To so najbolj fina čustva. To so res, vse te cvetoče rastline kažejo na stanje vaših čustev, vaše sposobnosti držati čustva odprta, predvsem ljubezen. In vzhod je tisti del, kjer je zdravje družine, kjer so lahko cvetoče, ampak primarno je tam zelena barva, tako da je glavnina pač energija zelene barve. In pa drugi del je pa jugozahod, to je pa partnerstvo. In recimo tale aranžma, kjer so 3 ciklame, je za vzhodni del, za jugozahodni del ni dober, ker so 3. Za jugozahodni del to je element zemlje, tam je glina in je ta element pomemben, da sta 2 roži. Če sta 2 cvetoči v glinenem loncu, je idealno. Lahko sta tudi 2 necvetoči, lahko sta samo 2 glineni figurici. V glavnem, dvojina je nekaj, kar je na jugozahodu pomembna in tako, kot imate jugozahod urejen, tako je urejen vaš partnerski energijski sistem. In najbolj pomembna zgodbica, ki je, verjetno sem jo že velikokrat rekla, pa tule sem zdaj paše. Jaz sem bila 7 let samska, načrtno, nisem želela se vezati, ker sem želela 7 let iti čez ta krog 7 planetov, da sebe postavim na pravo mesto, ker se mi je zdelo, da če nisem sama zadovoljna s sabo, kako bom pritegnala nekoga, ki bo potem to podprl. Se pravi, 7 let sem bila samska, potem je pa so se to 7 let zaključevalo, pa sem se novembra odločila in poklicala malarja, da mi je jugozahodni del, samo to sem bila zelo mali hiški, in vikendu, da mi je jugozahodni del, kjer je bilo partnerstvo, da mi je pobarval z tako, vse ostalo sem imela bež, neko tako neutralno, nič zelo pisano, ker je bila rdeča fasada od zunaj, pa zeleni les, tako da sem potem sivo-rozast je bil tisti del jugozahoda, to je bil en kot, samo tisti kot je bil rozasto sivo pobarvan. Spraznala sem vse, počistila, tam itak ni bilo veliko prostora za kaj, no in na parceli, ki je bila malo večja, sem na predelu jugozahoda posadila 2 rdeča javorja z namenom, da začne partnerstvo rasti. Trajalo je, to sem naredila konec oktobra, novembra, tam nekje. 24. decembra sem potem srečala sedanjega partnerja, čisto naključno, nikamor nisem šla na zmenke, jaz itak ne verjamem v to. Jaz verjamem v to, da se srečaš, če si buden. Se pravi, jaz verjamem, da vsi, ki ste samski, boste koga srečali, ko boste gledali okoli in bili pripravljeni, da koga vidite. In tam se nekaj zasveti in ti to veš. No in jaz sem šla 24. na Božič, zjutraj po nečaka, ob 9. zjutraj, in sem tam videla enega kuštrovega dolgolasega, ki se je zasvetil in meni se je zdelo, se poznamo, smo se odprej poznali in smo se srečali. In to je zgodba, v katero se zdaj on upira, da sem ga priklicala in ima težave s tem, hecam se. Ampak dobesedno jaz sem naredila prostor in po feng shui je treba to narediti. Tako da, če ste samski in si želite narediti, v bistvu priklicati ali pa odpreti se za partnerstvo, vi morate narediti v veži prostor za njegove čevlje, v kopalnici eno poličko za njegove stvari in toliko ima še zdaj. Potem v omari prostor za njegovo potovalko in en del njegovih cun in kaj še, v glavni prostor morate in na jugozahodu dvojino. To morate narediti, če želite iz samskega življenja preiti v dvojino. Če je to smiselno ali ne, ne vem, ampak vsak ima svojo dušno zgodbo, vsak ima svojo ljubezensko zgodbo in vsekakor so pa to pripomočki, ki koristijo. Zdaj pa za vse tiste feng shui fanatike, zakaj je pa tale trojina oziroma Oče, Sin in Sveti Duh zakaj so te 3 ciklame v tej beli in kovinski posodi? So zato, ker bodo šle zdaj v Angelca izložbo, kjer je kovina vladar, kjer imamo belo in bo to podprlo naše čustva z vami. Da se bomo razumeli, da se bomo stranke povezvale v sreči in ljubezni. Evo, zato je to.
Naslednji korak, ki je pomemben, da se zavedate, recimo to je kako v prostoru narediti, kako pa ljubezen do sebe prakticirati, smo pa kar mal diplomirali na tem, sploh, ker je to najtežji del, da ne pridemo do egoizma, a veste. Ljubezen do sebe ne pomeni, da nekoga drugega onemogočiš, zlorabiš, da postaneš budala, ne. Ampak ljubezen do sebe pomeni, da neguješ svoje telo, da neguješ svojo dušo, razne meditacije, karkoli meditacije imamo za angela ljubezni, da v bistvu se prikličeš najlepše energije in od kristalov sem tule pripravila 2, ki sta oblikovno najbolj različna, tudi cenovno, ta je 3 evre, ta pa skoraj da je 20. Ta je roževec, oba sta roževec. Roževec je kristal za harmonijo. Vpliva najbolj na vranico, kajti vranica je energija, ki preprečuje, da bi tuji vplivi prišli k nam, sočasno pa, če smo mi pretirano odvisni od tega, kaj bojo drugi rekli, nas lahko boli vranica. To je levo pod rebrnim lokom. To je energija, kjer se mora sprostiti, da imamo potem veliko energije, kajti vranica skrbi za dovod energije v naš fizični in energijski sistem, dovod kisika tudi. In če imamo mi vranico sproščeno, če smo dobro, ljubeče povezani s sabo, smo potem manj utrujeni, manj obremenjeni z okolico in bolj povezani z svojo izvorno kreativno energijo svetlobe. No in roževec je pri tem dober. Roževec je, recimo tale je surov, to je, dajemo ga običajno v vodo, še z nekaterimi drugi, da se dela eliksir. Tale pa v obliki gvaša, ki je idealen za recimo nego, to je sploh za tehnice, sploh za vse tiste, ki se vam zdi, da vam na obrazu se pozna bremena misli, slabe volje, obremenjenosti in se potem v bistvu s tem kamnom, ki je programiran sam po sebi prinaša ljubezen, sprogramiramo še ga na regeneracijo in si vi vsak dan takole izčistite negativne energije, fajn je, ko je hladen, se v bistvu regenerira koža in si v bistvu z temi gibi naredite obrazno masažo in si pomagate pri prekrvavitvi, zgladitvi gub, pomladitvi, če pri tem uporabljate naš serum pa olje za obraz, še toliko boljše. Naša celotna naravna kozmetika temelji na energiji ljubezni do sebe. Seveda posledično gre to v okolje, tako da to ne bi posebej jo poudarjala, kajti čisto vsak izdelek vas podpira pri negi samega sebe, tudi za moške, in hmeljeva še posebej je takšna, da ustvarja sproščenost in regeneracijo. Najdite si doma ene te rituale, obrede, s katerimi si pomagate, recimo od teh so najbolj sprej za hišo, recimo kjer posredno širite ljubezen, očiščite svojo auro ljudi, ki živijo z vami in pa prostor navibrirate, to je Kuan-Yin, to je boginja ljubezni, 3-krat jo pokličete Kuan-Yin, Kuan-Yin, Kuan-Yin in poškropite ali nad glavo ali tale ima veliko timijana oziroma materne dušice in potem poškropite po prostoru in na ta način razgradite energije jeze, sovraštva, ljubosumnosti in vsega, kar je v bistvu notranji otrok drug pri drugmu pritegne na plano. Lahko tudi, če ste se preselili v staro hišo ali na mesto, kjer so bile nekoč stare energije, pa ste nekako čudni, da se vam zdi, da se več prepirate, kot ste se kje drugje, potem vam ta sprej pomaga razgraditi te energije. Je še drug, harmonija, ta je meni najljubši, tudi zato, ker se na meni razdiši malo po Chanel parfumih. Tale je najbolj dišeč, jaz pravim, da je to krema za tašče, kajti ustvarja razumevanje tudi tam, kjer se običajno cel svet, veste, favorizira, da se s taščo ne razumete, kajti ne delite si istega moškega, pa potem malo to problematično, če ga ena ne spusti, ali pa če on ne zna prestopiti. V glavni harmonija je za te stvari tudi v spreju in pa ta nega, recimo jaz imam tele naše kreme po čakrah za zjutraj,
Za zvečer imam različne in tale kuanin ali pa afrodito si namažem zvečer, medtem ko harmonijo za čez dan. S tem ustvarjam eno tako vibracijo v moji eteriki, da mačke me imajo sigurno rade, pa še kak moški, pa še kjermo smo simpatični, ampak gre za to, da naša energija eteričnosti vibrira harmonijo in potem skozi to deluješ v manifestaciji ljubezni skozi življenje. Eno stvar, kar sem še posebej želela povedati, mimogrede ljubezen do sebe je tale sol, ki je podobna kot roževec, to je kristalna sol, temno roza, zrnata, taka globlja zrna, imamo tudi svetlo roza, to se dobi pa sicer na internetu, ampak pri nas ne v internetni prodaji, samo v fizični trgovini, ker pač malo pocartamo stranke, ki prijajo k nam, to so zelo poceni soli, ampak kako jo uporabljate, ščepec v deci vode, zmešate in prav taka mehkoba se razlije po vas, telo dobi, kar potrebuje od soli, kar so jim zdaj v kuhinjski soli ven vzeli, zato so zdaj ti dodatki zelo pomembni, kajti tekočina v telesu je H3O2, ni voda navadna in potrebuje malo soli, da se potem ti elektroliti po telesu dobro položijo in mi se boljš počutimo, to lahko tudi zvečer pred spanjem, ne boste hodili na WC, je pa res, da je deci dovolj ščepec soli in to lahko tudi 3-krat na dan. Ko se predozirate soljo, se ve, da recimo, če pretiravate, se v ušesih, v tele noter, v votlinci začnejo kristalčki soli nabirati. Takrat lahko potem malo zmanjšate dozo ali začasno prenehate. Najlepša energija pa je v knjižici Ljubezen me bogati. Tule si jo kar ne upam na glas prebrati, ker se običajno zjočemo ob teh citatih. To je knjižica iz zbirke Zlata doba. Zlata doba je moj dom je prva, Ljubezen me bogati je druga, tretjo sedaj pišem, gre za zaščito pred temi vsemi številnimi energijami, ampak ta za ljubezen, da jo dobite podporo, jaz imam kar v avtu eno in drugo in kadar nekje čakam, pa se mi zdi, da nisem v najboljši koži, odprem na kjerokoli strani in potem sprejmem to energijo in to je en tak vsakodnevna najkrajši ritual, ki vas poveže z energijo. No pa vseeno bom za zaključek prebrala en citat, čeprav moram priznati, v Svetem pismu je ta, ko se običajno na porokah govori, to je iz pisma Korinčanom, ljubezen je potrpežljiva, ljubezen je dobrotljiva, ne zavida, ne baha se, ni prevzetna, tako naprej, ker je na poroki je nekako to en tak najlepši sklad. Najlepši šopek tega, obstaja še nekje eno daljša citat o ljubezni, ki je tudi iz Svetega pisma, ampak se ga ne spomnim, nisem se ga našla, niti malo sem iskala. V glavnem, na porokah so zelo lepi citati, vseeno sem pa mnenja, da ljubezen dveh ne potrebuje sistema zraven, kar poroka definitivno je. Tako da lahko se poročite po svoje, nekje v svojem ljubem kraju ali pa na mestu, kjer so najlepše energije, ampak to je lahko samo med dvema. Če priče so dobrodošle, zakaj je priča na takem dogodku? Ko so trije zbrani v mojem imenu, se to zgodi dogodek. Se pravi, dovolj je ena priča, da je priča nekemu čudežu, ki se je zgodil, potem je ta prizemljen. Zato smo včasih zelo veseli, ko smo priče vašim spremembam na delavnicah, ko smo priče lepim dogodkom. No, ampak da res zaključim z citatom iz knjižice Ljubezen me bogati, v vseh pogledih in trenutkih. Citat, ki je zdaj za vas najpomembnejši, je: ljubezen osvobodi srce in okrepi duha. Ne iščem jo zunaj, najdem jo v sebi. Dovoli mi, da mi prebudi vsa čutila za novo doživljanje sebe, življenja in popolno povezanost z zlato dobo. Tole je tale znakec. In sicer samo še podatek, tole knjižico sem pisala 3 dni in potem simbole prizemljevala naslednje 3 dni. Se pravi, 6 dni
je vse ustvarjala. Sem bila v najlepših energijah ljubezni, to mi je bila velika čast. Bere se malo naivno, ampak tako je tudi naše srce. Naivno in vedno pripravljeno za novo ljubezen, za novo življenje. Hvala vam za pozornost, sprejmite podporo za ljubezen, ne samo v tem mesecu, ampak da ustvarite za celo življenje.